Primorska turneja se je nadaljevala s selitvijo iz Kopra v Novo Gorico. Začetek zadnje četrtine prvenstva pa je pomenil zaključek zgodbe za letošnjo sezono z Goričani. Po poškodbi vratarja Handanovića po dolgem času med vratnicama Pridigar, ki je nazadnje branil 19. julija lani proti Dudelanžu. Med sezono pa je opisal en ligaški nastop, in sicer v prvem krogu prav proti Gorici. Težave s prstom na roki ima tudi Radan in je zasedel mesto na klopi. Zaradi angine ni odpotoval z ekipo Mezga. Zasedba, ki je šla na igrišče v rumeni opremi, je takoj prevzela pobudo in ob podjetnejši igri iskala pot do mreže. Osmoljenec dvoboja pa je postal Nejc Potokar, ki je zaradi poškodbe moral iz igre že v 19. minuti. Vrzel v obrambni vrsti je zapolnil Vidovič, ob taktičnem boju, med katerimi ni bilo veliko prostora na igrišču, pa so prvi do udarca v okvir gola prišli domači nogometaši. Nameril je Komac, Pridigar pa je ob vračanju tekmovalnih občutkov žogo ujel. Po spolskem terenu se je splačalo poizkušati z udarci po tleh. Ob akciji po levi strani je do zaključka prišel Cvijanović, a je bil vratar Brljak dovolj previden. Z razdalje ga je naslednji skušal ogroziti Filipović, toda zmanjkalo je natančnosti. Pred odmorom še nekaj živahnosti pred mariborskim golom. Po protinapadu, ki so ga izpeljali Novogoričani, je Galeš iz 20 metrov usmeril žogo proti desnemu kotu, dobro pa je posredoval Pridigar in odbil kot. Po kotu je žoga padla pred Jogana, ki se je znašel v obetavni situaciji, vendar ni zadel cilja. Ja, vsekakor, da smo si želeli zmagati, kako si jo pač na vsaki tekmi. Čeprav je pa res, da Gorica danes odlično stala na igrišču, bili so pač četrti nasprotniki in nekako sploh v prvem polčasu smo nekako težko prihajali do priložnosti. Pol v drugem polčasu, čim so se malček odprli, se pač pokazala tista razlika in škoda pač, ker nam ni uspelo zadeti. Z disciplinirano igro so Novogoričani skušali zmanjšati število povezanih mariborskih napadov in med poskusi, da se ogrozi njihovega vratarja, so koristno orožje pomenile tudi prekinitve. Med nekaj prostimi streli se je v vlogi izvajalca preizkusil Cvijanović, žoga čez obrambni zid in prečko. Na drugi strani so gostitelji prežali na protinapade. Ko jim je uspela akcija po levi strani, je Arčon spravil žogo v 5-metrski prostor, Viler pa je pozorno spremljal dogajanje in izbil pred Ndiajem. Po odzivu sklopi menjava v konici napada in Volaš takoj po vstopu v igro do priložnosti po kotu, ki ga je izvajal Ibrahimi. Vratar Brljak je uspel žogo ukrotiti pred golovo črto. Novogoričani bodo najobetavnejšo situacijo pomnili iz 76. minute, ko je Vicente všel po desni strani, podal v sredino, Plut pa je z bližine poslal žogo čez gol. Bližji zmagi so bili vendarle gostujoči nogometaši. Sodniški podaljšek je bil že v drugi od skupaj 4 minut, ko je kot izvajal Cvijanović, zadel pred golom Tavaresa, ki je z glavo spretno nameril, žoga je letela proti mreži, toda zadela prečko in se odbila ob tla pred golovo črto. Med zaključnim obleganjem gola, ko je spet prišla do izraza odlična telesna pripravljenost izbrancev Darka Milaniča, še en predložek Cvijanovića, Volaš z glavo ob levi vratnici in ostalo je pri razpletu brez zmagovalca in brez zadetkov. Ta današnja točka niti slučajno ni slaba. Če pogledamo, da smo imeli 2 izredno težka gostovanja v 3 dneh, da se je mogoče danes poznalo tudi to, da smo imeli po izredno težki tekmi v Kopru, tudi stresni, ko smo lovili rezultat in res fante so oddelali, ko se spodobi, je mogoče nas v nekem trenutku tudi danes zmanjkalo te svežine, da bi obetavne akcije, ki smo jih imeli v zadnjih trenutkih tekme, mogoče boljše izvedli, tako da je ta točka na današnji tekmi v redu. Mariborska ekipa se še 6. zapored v prvenstvenih obračunih vrača iz Nove Gorice neporažena. Po 2 gostovanjih bomo vodilno ekipo lige spet lahko pozdravili v domači Trdnjavi v soboto ob 18. ko v Ljudski vrt prihaja Nafta.